Pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v novo oddajo o zdravju z Alenko. Ja, upajmo, da ste zdravi, da vam vse teče kot po maslu, predvsem pa upajmo, da vas navdušuje pomlad. Ampak pomlad lahko prinese tudi težave, kar se tiče alergij najbrž. Lepo pozdravljene, spoštovana zdravnica. Že prihajajo ljudje, kaj zaradi alergij? Niso pravzaprav vezane samo na pomlad, začnejo se pravzaprav že sredi januarja, sploh v takem vremenu, kot zdaj je, ko ni snega, ko ni mraza. Ker že sredi januarja začnejo cveteti leske in jelše, tako da alergije so že kar v polnem teku, so pa res zelo intenzivne letos. Kaj to pomeni? Očitno so zelo visoke koncentracije pelodov v zraku in imajo ljudje že kar, moram reči, vsaj tam od februarja konstantno težave z temi tipičnimi znaki alergije. Verjetno večina ljudi ve ali pa tudi ne, kaj pravzaprav alergija je, kaj se to zgodi v našem telesu, na kaj torej smo alergični. Alergija je pravzaprav ena napaka našega imunskega sistema, ne. Naše telo pride v stik z neko snovjo, ki je pravzaprav popolnoma nenevarna ali pa neškodljiva večini ljudi, ampak naše telo jo napačno, naš imunski sistem jo napačno prepozna kot nekaj, kar je telesu nevarno. In ko taka snov, ko prvič pridemo v stik s tako snovjo, naš imunski sistem začne proizvajati take, reče se, protitelesa, ki bojo se borila, ko bomo naslednjič prišli v stik s to snovjo. Takšna je ideja našega imunskega sistema, čeprav je popolnoma nenevarna snov. Tako, ko pridemo prvič v stik, še mogoče nimamo neke težave, ampak naše telo se pa že pripravlja, da naslednjič, ko s tem pridemo v stik, da bo odreagiralo. In ko pridemo naslednjič dejansko v stik s tem, se nam začnejo vse te reakcije. Od tega, da nam sluznice otečejo, imamo poln nos, do tega, da se nam nekaj v koži spremeni, začne koža srbeti, postane rdeča, do tega, da se nam lahko skrčijo mišice v dihalih in ne moremo dihati, nas duši. Tako da številne take reakcije se v našem telesu sprožijo in potem izzovejo alergijsko reakcijo. Tako da v bistvu je to ena taka napaka imunskega sistema, tako čisto preprosto. Kako pa so lahko nevarne alergije? Lahko so od čisto takih blagih, ko imamo samo malo rdečine pa srbenja po koži, do seveda življenjsko nevarnih, ko se skrčijo gladke mišice v naših pljučih, v naših žilah in dejansko lahko umremo ob nekem takem stiku. Odvisno pač tudi, kakšen je alergen, Na kateri alergen pa so recimo najbolj občutljivi ljudje, tako recimo iz vaše prakse? Ja, tako, da bi največje število ljudi je občutljivih na različne pelode. In zdaj, na katere točno bi rekla težko, ampak mogoče iz vseh pelodov, ki se čez leto v različni koncentraciji gibajo v našem ozračju. Začne se, kot sem rekla, z jelšo pa z lesko, potem zdaj trenutno cveti breza, cvetijo hrasti, potem začnejo cveteti trave, zdaj počasi. Ampak od vseh teh je najhujšo alergijo dela ambrozija, ki je, teh pelodov je največ tam nekje konec avgusta, začetek septembra. In tista je res precej huda. Dela pa predvsem ti pelodi delajo predvsem te klasične težave, veste, teče z nosu, srbijo oči, srbi nos, srbijo usta, mogoče nam malo piska v pljučih, se malo hitreje zadihamo, vse nas srbi, takšne, bom rekla, osnovne alergijske težave. Teh alergij je po moje res največ. Potem kar pogoste so alergije na določena živila, ki so pravzaprav pa tudi na nek način povezane s pelodi, bom rekla, na take navzkrižne alergije se začnejo pojavljati. Te alergije na živila so zelo pogoste pri majhnih otrocih, pa dostikrat potem na srečo kasneje v puberteti izzvenijo, nekatere tudi ne, nekatere pa se pač pojavijo kasneje v življenjskem obdobju. Tako da tega je dosti.
Potem, dosti je teh raznih preobčutljivosti in alergij na določene kemijske spojine, sploh pri ljudeh, ki delajo v kakšni taki industriji, pa prihajajo v stik z kakimi topili, kislinami, pač kakimi takimi stvarmi, recimo ali pa kakšne čistilke, ki delajo za takimi snovmi. Tako da tega je dosti, ampak vseeno bi rekla, da največ težav imajo ljudje s pelodino. No, kot ste rekli, da se seveda lahko tudi kdajkoli v življenju neka alergija na nekaj vzpostavi, recimo, zakaj kar naenkrat, recimo? Zgodi se enostavno napaka v imunskem sistemu. Zakaj, ne vemo. Zdaj, pogosto tako beremo, pa ljudje kar tako pavšalno govorijo, včasih ni bilo toliko alergij, danes pa so otroci že vsak otrok skoraj na nekaj alergičen. Dejansko je verjetno res temu tako, ampak iz preprostega razloga, da mi danes naše otroke premalo imunsko bremenimo, ko so majhni, ne. Veste, včasih so otroci, ne vem, jedli stal, čisto bili, umazani od prvega svojega dne, ne. Danes mamice vse čistijo skrbno, ne, in v bistvu to ni prav, ne, je treba kar nekako pustiti, da se naš imunski sistem lahko dobro razvije. In zdaj seveda, če živimo tako v vati, že zelo od zgodnjega od rojstva naprej, je potem naš imunski sistem tudi manj hitro odreagira na kako stvar z nečim, da mu ne paše, ker manj stvari sprejme kot nekaj, kar pozna, ne. Tako da zaradi tega je mogoče alergij več in se lahko kadarkoli pojavljajo. Ampak pač neka napaka se v našem telesu zgodi iz nekega razloga, pač imunskega. No, imunski sistem gor, imunski sistem dol, pa morda kaj to pomeni, torej? Kaj je to v našem telesu? Imunski sistem je pravzaprav en taki ustroj v našem telesu, ki skrbi za to, da mi ne zbolimo glih zaradi čisto vsakega virusa, ki prileti mimo, da ne zbolimo zaradi vsakega vdihnjene bakterije, ki pride v nas, ker naš sistem, vsaka stvar, ki v nas pride ali pa se nas dotakne, ali pa jo vdihnemo, gre skozi en filter in ene celice določene v našem telesu se začnejo proizvajati municijo proti, čisto tako enostavno. Tako naslednjič pridemo v stik z tem, ker bi lahko to bilo za nas potencialno nevarno, je naše telo pripravljeno. To je naš imunski sistem. Zdaj recimo, če se pogovarjamo o imunskem sistemu, letos imamo kar eno veliko krizo s tem imunskim sistemom naših pacientov, ker je bilo res toliko okužb, ne. Najprej bil grd COVID v jeseni, potem je grda gripa, ki se še vedno vleče, potem je toliko drugih viroz in ljudem se enostavno naš imunski sistem ni več sposoben vsega tega predelati in so ljudje kar bolni, kar naprej. In upamo, da bo šele zdaj, ko se bo začelo poletje, bojo ti ljudje, ki so bolni že od septembra, oktobra, da bojo počasi prišli k sebi, ne. In isto pri alergijah, ne, zaradi tega, ker je imunski sistem slab, imajo letos ljudje izjemno veliko alergičnih reakcij. Mogoče bistveno več kot kakšno leto prej, ali pa vsi prihajajo s temi polnimi nosi srbečimi, vsem teče z oči, srbijo oči. Tako da, imunski sistem je tista glavna figura v našem telesu, ki skrbi, da mi nekako normalno gremo skozi življenje. No, kaj pa, če te simptome ignoriramo? Recimo, nam teče z nosu, pa pač brišemo nos. Nič ni narobe, ne? Ampak moram reči, da poznam zelo malo ljudi, ki to lahko na dolgi rok počnejo, ne? Res je, da se alergija zaradi tega ne bo poslabšala, če mogoče merite v to smer. Ni, alergija pač ostane enaka. Ta snov telo moti in to je to. Bo vedno teklo z nosa. Se tudi, veste tako, se ne vzamemo. Recimo imamo ljudi, ki so alergični na mačjo dlako oziroma na slino mačke, ki je gor na dlaki. In pač taki ljudje, če pridejo v stik z mačko, bojo takrat jim teklo z nosa, bojo kihali, ene bo pač dušilo, ampak že čez 2 dni pa več ne bo tega, ne? In taki ljudje ne rabijo vzeti zdravila, ne? Pač se bo to samo od sebe minilo. Glavno zdravljenje alergije, veste, je pravzaprav izogibanje alergenu, ne jemanje zdravila, ne? Ampak seveda pelodom v zraku se ne moremo izogniti, ne? Se pa lahko izognemo, ne vem, če imamo alergijo na čokolado ali pa če imamo alergijo na mačko, ne? Takim stvarem se pa lahko izognemo, ne? Tako da je to glavni način zdravljenja, izogibanje alergenom. In je seveda zato tudi fajn, če vemo, na kaj približno pa alergični smo, ne? No, alergija na čokolado je tudi
Na to določena čokolada ali? Veste, na čisto vsako snov v našem okolju smo mi lahko alergični. Meni najbolj bizarna alergija, ki sem jo kdaj slišala za njo, je bila alergija pri bolnici, ki je bila alergična na pot svojega moža. To se spomnim iz Golnika, še ko sem bila študentka in mi je bilo strašno zabavno. Gospa je dobila vedno prav tako grdo anafilaktično reakcijo, ko je bil mož poleg, ne. Tako da smo se prav smejali, potem so ugotovili, da njegov pot ima neko snov, ki njo moti in ne. In kako se zadeva rešila? Na žalost ne vem, če sta še skupaj. Ja. No, ne vem, če zdravila, če so pomagala. Ja, ali ne vem. Ampak to ni, recimo, to sem že slišala, da je dejansko se to lahko zgodi. Kako pa dobro, kako sicer zdravite? Povedali ste seveda, da je izogibanje prvo. Najprej pravzaprav moramo pač res biti prepričani, da gre za alergijo, no, vse večinoma je že sama potek bolezni takšen, ni pa vedno nujno, ne, in zato včasih pač moramo narediti določene preiskave. Najprej vedno ljudi pač prosimo, da probajo sami pri sebi premisliti, sploh če gre za alergijo potem, ko so kaj pojedli, ne, da probajo sami mogoče malo izločati, pa si pisati, kaj jejo, da bi mogoče prišli do zaključka, kaj bi lahko delalo težave. To je prva stvar. Potem, zdaj ljudje pogosto pridejo, ko imajo neko alergijo, pa rečejo, ja, naredite mi alergijsko testiranje, ne. Ampak veste, s tem klasičnim testiranjem mi testiramo 30 najpogostejših alergenov, ampak človek ima pa lahko 31. recimo. In bo imel lahko vse teste negativne, pa bo kljub temu imel neko alergijo, ne. Tako da je to mogoče za določene stvari tudi v redu, ampak je pa potrebno včasih več. Včasih ljudi prosimo, recimo, če imajo na delovnem mestu kako težavo, jih prav prosimo, da tiste stvari nesejo s sabo na testiranje, pa se potem proba jim tisto ali pripeti na kožo ali pač narediti neka taka, da mu lahko vnesemo tisto prav določeno stvar v telo, da sprožimo reakcijo. Potem včasih tudi na krvi lahko zmerimo ta protitelesa alergijska, da vidimo, ali je res bolj alergijsko, ali je bolj samo, ne vem, neki nahod ali kakšna druga stvar. In potem, ko nekako dokažemo, da za alergijo gre, jo pač probamo zdraviti, ne. Zdravimo, tako kot sem rekla, prva stvar je izogibanje, če pa to ne gre, so pa tu zdravila proti alergijam, tako imenovani antihistaminiki, kot so, ne vem, Flonidan, Claritin, Erius, Zyrtec, ne spomnim se jih še več, ampak ogromno jih je pač na tržišču, vsi delajo približno enako. Nekateri so mogoče v jakosti malenkost močnejši ali pa tudi ne, no. Čisto odvisno pač, kateri pač pacientu najbolj paše, takšnega ima. Potem damo zdravila, tako imenovane kortikosteroide, ki zmanjšujejo ta vnetni odgovor v alergijskem odgovoru. Potem dajemo ene take zdravila, recimo, ki jih ljudje vpihujejo v nos, da se sluznice malo skrčijo, da niso take otečene, da ne producira toliko sluzi. In pa še tako imenovane vazokonstriktorje, oziroma bronhodilatatorje, ne vazokonstriktorje, ki probajo recimo v dihalih, ne, ker moramo vedeti, da je recimo sama astma je alergijska kronična bolezen, pa nasploh, ne, pri hudi alergiji lahko pride do zapore dihanja, ker se skrčijo vse te dihalne poti in takrat ljudje rabijo tako eno pumpico, ki pomaga te dihala razširiti, ne, tako da to so kot kakšni Ventolin, Berodual, kaj takšnega, to potem tudi dobijo, ne. Tako da iz teh 4 skupin in potem pa najpomembnejše zdravilo, ne, ki pa ga uporabljamo za to, da dejansko bolniku rešimo življenje, pa je seveda adrenalin, ki pa je namenjen za tiste najhujše alergijske reakcije, ko ljudje celo izgubijo zavest in jih celo oživljamo, ne. Ali pa takrat, kadar ljudje pridejo pa povejo, da jim odteka že jezik, da jim odteka žrelo, ne, te sluznice odtekajo in je premalo samo tisto, kaj smo vse prej našteli, takrat dodamo že zraven adrenalin, da to vse hitreje nekaj gre nazaj. Tako da imamo kar nekaj zdravil in jih lahko alergije lahko zelo dobro obvladamo, samo pomembno je dostikrat, da moramo biti pravi čas na pravem mestu, ne. Ja, pa kot ste že povedali, ne, osnova je se torej umikati od alergenov, ne. No, mogoče sem še eno stvar pozabila, to je pa tako imenovana desenzibilizacija. To je sploh recimo pri tistih bolnikih, ki so alergični na pik čebele, ose, sršena ali pa česa drugega. To pa pomeni, to pa v bistvu en taki način, ko ti dobivaš zaporedoma
leto, 2, 3, to snov, na katero si alergičen, v zelo mali dozi. In nekako v bistvu treniramo telo, da začne to snov prepoznavati kot nekaj, kar ni nič posebnega in ne bo odreagiralo z alergijo. In moram reči, da sploh pri alergijah na čebele ali pa ose ali pa sršene je to lahko kar zelo, zelo, zelo učinkovita terapija. Ja, so lahko kar problemi, ne, pri teh pikih. Ja, so kar problemi. Ja. Sršenov se zgodi, da pridejo torej otečeni? Zelo pogosto. Mi smo sploh veseli, kadar pridejo do nas. Nas bolj skrbijo klici, kakšni, veste, takrat, ko je dosti sadja po tleh, recimo, pa so ose, pa čebele, ne, ali pa po travnikih ljudje hodijo in jih pičijo ponavadi kje v noge, ne, med prste na nogi, ali pa recimo jejo, ne vem, sadež, pa jih piči nekaj znotraj ust, ne. Takrat so to lahko tako dramatične reakcije, da mi pravzaprav pridemo in je bolnik na tem, da umre, ne. Ampak seveda mi lahko, če smo pravi čas z terapijo, mi ga lahko res, bom rekla, ne brez problema, ampak zelo uspešno spravimo nazaj. So pa tudi smrti se zgodijo lahko, ne, zaradi tega. Imamo paciente, večinoma celo vemo, kar že malo za tiste, ki so res hudo ogroženi, za svoje lastne paciente itak veš, ne, in jim celo pripraviš take, jaz jim rečem, rešilne sete, ene tabletke, ki jih vzamejo takoj, ko pride do nekega pika. Tisti najhujše ogroženi pa imajo celo doma injekcije adrenalina, ki si jih dajo sami. EpiPen se to imenuje in jih naučimo, kako to uporabijo, ne, in to jim reši življenje. Bi umrli, če ne bi tega imeli doma. No in vzrok, da torej nekateri otečejo, ne? No to je pravzaprav ta oteklina je alergija, torej. Recimo ja, pri piku čebele ali ose ali točno sršene. to, ne. Tako kot sem rekla, ko se naše telo naredi, ne, alergija nastane tako, da pri prvem stiku začne naše telo proizvajati ene določena protitelesa. In ta protitelesa se, veste, potem naselijo gor po različnih celicah po našem telesu in ko pride naslednjič, pridemo v stik s tem alergenom, se začnejo te celice, na katerih ta protitelesa so gor, recimo pokati ali pa nekaj se z njimi začne spreminjati. In nam začne tkivo koža otekati, pordečina, pospeši se prekrvavitev, da je nekaj rdeče, sluznice začnejo hiperproducirati sluz, take spremembe se takrat v telesu dogajajo. Tako da pri alergiji je vedno skupek vsega tega lahko, ne? In zato je nikdar ne vzamemo čisto zlahka. In zato vedno pacienti, kadar pridejo s takšno malo bolj izraženo alergijo do nas, vedno dobijo terapijo, ki je ponavadi v obliki nekih injekcij, ki jih damo tudi v žilo, zato da preprečimo tudi tiste poznejše zaplete, ki se lahko zgodijo še čez nekaj časa. Bi pa mogoče, zdaj glih sem se spomnila, bi mogoče to izkoristila tukaj, tako eno pojasnilo za bolnike, ki jih recimo piči čebela ali pa osa in pač tisto oteče, močno srbi. In zelo pogosto se dogaja, da ti bolniki potem prihajajo še naslednje dni k nam, ker je pač mesto še zmeraj malo otečeno in še zmeraj malo srbeče. Tako da tisto je pač normalno in bo minilo samo od sebe, zaradi tistega ni potrebno iti k zdravniku. Alergijske reakcije se dogajajo takoj, ne. Recimo pri piku čebele, to se bo zgodilo, ne vem, najkasneje v pol ure, tiste ta najhujše se zgodijo v par sekundah, ne. Tako da tisto par dni zatem, ko še vedno srbi na tistem mestu, ali pa recimo, da nas je pičila čebela v roko, pa je roka otečena še 4-5 dni, to je normalno. In zaradi tega ni treba k zdravniku in zaradi tega ne rabi nobenega zdravila. Razen mogoče kakšen tisti antihistaminik, Flonidan, Claritin, Telfast, Erius, ne. Nekaj od tega. Drugo pa ne rabi zaradi tega k zdravniku, ne. No tudi recimo ob nekaterih pikih tudi drugih žuželk recimo se zgodi, da ti oteče, pa tudi neka tekočina, ja, tisto je ne? lokalna reakcija, ne. Aha. Ja, ne, recimo komarji so en tak lep primer, ne. Komarji pri nekaterih delajo prave, take pridejo s takimi oteklinami. Ampak to je v bistvu lokalna reakcija, ne. To ni neka velika alergija, tam je treba dati neki hladen oklade gor, če srbi se vzame kakšen tak antihistaminik, ki se lahko kupi prosto v lekarni, ni treba imeti recepta. To je tableta ali? Tabletka, ne. To pa neki hladni obklade gor in je stvar rešena, ne. Zaradi tega ni treba k zdravniku, ne. Seveda, kadar pa gre za take večje, ko so večji deli telesa, bordeli v takih
urtikah, koprivnici, ne, se reče po slovensko, takih otečenih, velikih flekih po celem telesu, ko nas duši, ko nam otečejo ustnice, ko nas grozno srbi, ko nikak ne mine, ne, tako je pač potrebno priti k zdravniku. No, zanimivo se mi zdi tudi to, da koža srbi ob stiku z določenim alergenom. Kaj se pravzaprav tu zgodi potem? Zopet čisto enak mehanizem, kot sem prej rekla. Na te celice v koži so bila vrezana proti telesa, te celice drugače odreagirajo. In odreagirajo z rdečino, povečanim pretokom, in z oteklino in srbenjem. V koži imamo receptorje za srbenje in ti so pač nadraženi in srbi. Ne. In potem, ko mi to zablokiramo, ne, te histaminske receptorje z antihistaminiki zablokiramo, je si problem rešen. Tako da je pravzaprav zelo preprosto, pa vendar zelo zapleteno. No, verjetno je isto z solzami, ne? Če se nam solzijo oči. Ja. Tudi... solze ali pa sluz, to je pravzaprav vse posledica vlaženja teh sluznic. Ne? Sluznice vse, naše oči so tudi sluznice, pač producirajo neko tekočino, ker morajo biti vlažne. Ne? In potem je tega seveda več. Ne? Lahko se z nosa teče, ne? Z oči kaplja, tudi v dihalih se producira več sekreta, bomo verjetno malo kašljali, lahko nam bo tudi malo piskalo, ko bo se ta sluz vozila gor pa dol. Tako da, to je vse skupaj ena alergična reakcija. Ja. Obstajajo kakšna zdravila za preventivo, recimo v porastu tega cvetnega prahu in takšne stvari? V bistvu kot preventiva ne. V mnogih člankih se je omenjalo, da ljudje, ki vejo, da so alergiki, da je mogoče fajn, da preventivno prejemajo vitamin D v tistih nesončnih mesecih, ampak vse to so take stvari, no, niso čist jasno dokazane. Glavnem, pomembno je krepiti naš imunski sistem na vse možne načine in tudi moramo vedeti, če smo bolni celo zimo z raznimi alergijami, z raznimi virozami, vnetji, okužbami, potem bomo tudi imeli bolj burno reakcijo alergijsko, verjetno spomladi. Ampak potem ti ljudje, ki vejo, na kaj so alergični, recimo na določene pelode breze, recimo, ne, ki je zdaj počasi v zatonu, ampak ti ljudje začnejo pravi čas imati antihistaminik in pravzaprav nimajo težav. Ali pa recimo, to je pogosto, ljudje grejo na morje in dobijo izpuščaj po telesu, ne. In ni zaradi sonca, ampak je zaradi reakcije med kremami, ki jih uporabljamo, pa so to nekimi kremami, ki plavajo na površini morja, ne, pa s soncem, ne, in potem to naredi tako reakcijo. Ti ljudje samo preden grejo na morje, začnejo že imati preventivno te tabletke in jih jemljajo in je stvar seveda bistveno boljša. Obstaja sicer tudi eno tako preventivno, en taki kortikosteroid, protivnetno zdravilo, ki ga damo v mišico, ki potem počasi se sprohča in močno zavira ta alergijski odgovor. Zdaj, mi tega sicer ne želimo niti ne reklame prevelike za to delati, niti ne tega pretirano uporabljati, ampak pri tistih res hudih alergikih se tudi jaz tega res absolutno poslužujem in je zelo učinkovito. Ampak ni pa to nekaj, kar bi popolnoma alergijo preprečilo, to samo res ublaži težave. Ne. Fajn je torej, da bolnik ve približno, na kaj je alergičen, da se proba ali temu izogniti, ali pa ko ve, da bo s tem v stiku, da pravočasno že pred tem vzame antihistaminik in ne bo niti vedel, da ima kakšne težave. O alergiji na sonce sva tudi že nekoč govorili, ne? Predvsem ko ste govorili o pripravah na poletje, dolga vroča poletja, ne? To seveda se morda tudi da preprečiti, ali ne? No? S kakšno kremo konkretno? S kremo niti ne. Kreme so čist nekaj, kaj deluje samo na naši površini, nikoli nekam ne pronica globoko. Ne. Mi se lahko pripravimo prvo je recimo, fajn je mogoče včasih kožo pripraviti z beta-karotenom, z temi enimi pripravki, ki se v lekarni dobijo, da bo naša koža prej recimo in lažje porjavela, brez nekih opeklin. Kadar je pa naša koža še malo požgana preveč, ne, potem bo pa te reakcije še bolj burne. To potem sem rekla imunski sistem, da je koliko toliko v redu. In pa potem, preden gremo na morje, preden se izpostavimo soncu, začnemo redno imati te antihistaminike. Vsaki dan eno tabletko je praviloma dovolj in potem bo morje užitek in ne neka muka. Ne. Tako, ja. Ja. No, ste govorili o imunskem sistemu.
Pa me zanima, se da na kakšen način ta naš imunski sistem, mi ne gre z glave, ne? Spodbuditi, no? Da bo malo močnejši, da bomo lažje prenašali, recimo si predstavljamo laiki, da bi morda kakšne vitamine, kakšna prehranska dopolnila. Ja, to predvsem ne. Ja. Zdaj recimo na tem mestu, sicer verjetno me mnogi ne bojo tu najbolj veseli tega, ampak veste, vsa ta prehranska dopolnila, ki jih mi kupujemo, njihov izkoristek je izjemno mali, ne? Izjemno mali. Recimo vsi vitamini, ki si jih mi kupujemo v lekarni, da bi jih jedli poleg, jih praviloma vse polulamo ven. Vitamini, ki bojo nam koristili za naš imunski sistem, morajo biti nekako v eni pravi obliki, da jih naše telo lahko sprejme, in praviloma so v pravi obliki samo v živilih. V zelenjavi, predvsem v zelenjavi, pa tudi v sadju, no. In mi moramo res prav jesti, ne. Jesti je treba dosti zelenjave predvsem, dosti sadja, jaz vedno rečem, jejmo stvari, ki rastejo okoli nas, ne. Ena taka fenomenalno živilo, recimo kislo zelje, to kadno zelje, ne, ki ga imamo, mi smo v takih krajih tudi doma, kjer je to res kar tradicija, se to je celo zimo in se je to z razlogom, ne, ker ima ekstremno vitamina C. Ni živila, ki bi imelo toliko vitamina C, kot ga ima kadno zelje, ko ga malenkost pogrejemo, tam na nekje na 60 stopinj. In če to jemo celo zimo, bomo kar dosti naredili za svoj imunski sistem. Potem vemo, da je recimo rdeča paprika je eno tako živilo, ki ima ogromno vitamina C, ki je tudi super. Pa nasploh vsa zelena zelenjava, vsa rdeča zelenjava, ki ima dosti beta-karotena. Tako da je treba po pameti jesti, treba se dovolj gibati, ne. Naše mišice morajo biti dobro razmigane in ne smemo imeti preveč mahčevja, moramo imeti več mišic. Piti moramo dovolj, da naše ledvice dobro delajo in da naša jetra, naše čistilne naprave dobro delajo. Tako da, če za vse to skrbimo, pa da zase poskrbimo, veste, tudi zdaj od teh cepljenih je seveda toliko nekih pripomb in toliko debat, sploh od covida naprej, ne. Ampak veste, recimo letošnja zima je en tak krasen primer. Ljudje, ki so se recimo cepili proti gripi, niso zboleli za gripo in ti ljudje so prebrodili zimo relativno dobro. Mogoče so imeli covid, ki je bil pač malo tečen, ampak ne tako hudo. Te manjše viroze pa jih tako ne ubijajo. Medtem ko ljudje, ki se niso cepili proti gripi in so z gripo zboleli, pa zdaj so bolni že po 2-3 mesece. Zato, ker res je bila gripa letos, virus gripe in virus gripe A in virus gripe B, ker sta bile dve gripi, sta bila oba dva zelo grda in sta imunski sistem čisto uničila ljudem. Tako da, ne, in če bi se pač ljudje cepili, bi mogoče bilo kaj lažje. Tako da, tako kot sem že v času covida govorila, ne, znanosti je pač treba zaupati, zato ker je to res to in nas ne bojo rešile neke tabletke in žavbice in kreme in napitki raznih Bert, Hert, ne vem kogakoli, ne, ampak ne, je treba pač res po pameti poskrbeti zase, no. Tako da vse tisto, kar prebiramo o zdravi prehrani in o gibanju, ni ravno iz trte zvito, ne? Ne, res nažalost ni, ne. Je seveda nam ljudem vedno bližje to, da greš, pa nekaj poješ, pa imaš občutek, da si super nekaj zase naredil, ne. Pa to narediš doma na kavču pred televizijo. Ampak še vseeno je boljše, da poješ neko fajn zelenjavo, tudi meso, ampak zelenjava pa sploh, da se fajn gibaš, da si na svežem zraku in da tudi za svoje, veste, imunski sistem je tudi zelo odvisen od tega, kako imamo podstrešje pospravljeno, ne. Celo tudi to. Celo tudi to, ja. Če imamo, vsi vemo, ne, če imamo neke stresne dogodke ali pa neki stres v službi, pa gremo dokončno na dopust in tam zbolimo, ne. In to je vedno tako presenečenje za ljudi, ampak to je popolnoma normalno, ne. Naš imunski sistem se popolnoma izprazni v enem dolgem stresnem obdobju. Sicer je naše telo naredilo, da tisti čas, ko moramo zdržati, bo verjetno kar zdržalo še, ampak čim pa se to neha in ko lahko končno zadihamo, pa smo bolni, ne. Potem pa se telo sesede, ne. Tako da to vse skupaj vpliva na to in potem to vse skupaj vpliva tudi na to, da je alergij več, ne. No, tako da po pameti, ne? Po pameti, ja. Ja. Ja,
seveda ogromno znanja je potrebnega, ne, da človek sploh razume vse skupaj, ampak upam, no, da ste danes povedali vsaj nekaj, da se bodo ljudje vedeli zaščititi, preprečiti torej te alergije, sicer pa verjetno nekega generalnega nasveta ni, ne? Zdaj preprečiti, ne, to je mogoče res tako malo, smo zdaj tu kar bili preveč znanstveni. Pač, ko imamo alergijo, pač imamo, ne. Zdaj preprečiti je ne bomo mogli, če gremo na desenzibilizacijo, se lahko rešimo pred kako čebeljo alergijo. Če bomo se izogibali živilom, za katere vemo, da nam ne pašejo, bomo imeli manj težav. Pelodi v teh vseh cvetočih stvari pač v zraku so, temu se izogniti ne moremo. Fajn je mogoče, da vemo, kjer nas mantrajo, pa se pravi čas pripravimo. Tako mimogrede, vedno lahko tudi na internetu spremljate, kateri pelodi so v visokih koncentracijah, kateri bojo zdaj prišli in tako da tisti, ki to vejo, oni točno si pogledajo, aha, čez 3 dni bom pa začel jemati zdravilo, pa bom jemal do takrat pa do takrat. In tudi lahko pogledajo, kdaj pa jih več ni, ne, ker je pač to vsako leto malo drugače, odvisno od vremena. Tako da zdaj trenutno je breza počasi že v odhajanju, so pa vrbe, hrasti, tisa še mogoče malo cveti, trenutno cipresovke. Ampak, glavnem, to ljudje lahko spremljajo tudi sami, imajo pa na voljo vedno in fajn, da vsako gospodinjstvo ima doma eno škatlico nekega antihistaminika, dobi se v lekarni brez recepta. No, recimo, kaj so to? Flonidan, recimo, Flonidan, Claritin, Telfast, Zyrtec, nekaj od tega. Fajn, da imamo za nas odrasle, pa tudi, če imamo otroke, mogoče fajn imeti kaki sirup, ker lahko večino teh stvari rešimo doma čisto preprosto sami in nam ni treba k zdravniku. Če so seveda pa težave hujše, boste šli do zdravnika, vam bo dal pravo terapijo. V primeru pa, da vas ne vem, da vas piči prvič v življenju čebela, vas še nikoli v življenju ni in vas začne v trenutku dušiti, postanete v trenutku tečeni. Veste, te reakcije so, ne bi verjeli, kako burne, kadar so res tiste prave. Ljudje so jaz sem enkrat doživela na enem potovanju, ko je en deček, ki je bil alergičen na lešnike, od mojih otrok vzel košček čokolade z lešniki. In otrok je bil res v 3 sekundah, je bila njegova glava 3-krat večja, ne. To so take burne reakcije, ne. Res to grozno gledati. Takrat ne takega človeka v avto pa ga peljati k nam, pa klicati takoj 112, mi priletimo, mi se že med potjo pripravimo vse, da dobesedno skočimo ven in takoj vse začnemo že pikati. In smo lahko pravočasni in lahko vam rešimo življenje. No, tako da to imejte pa doma vedno ta antihistaminik, ker tudi takšen, ki ga je pičila čebela in začne otekati, takoj mu dajte vse 2-3 tabletke antihistaminika, ne proba požreti. Vsaj malo mogoče bo boljše ali pa vsaj malo časa si kupimo do najhujših stvari. Tako da, to je to. Hvala lepa, Alenka. Hvala. Hvala tudi vam za pozornost, seveda vam želiva veliko zdravja in pazite nase. Srečno, do prihodnjič.